Lep pozdrav iz francoskega Bordeauxja in s predstavitve novega Swifta. Pa ne, brez panike, ni crkno, ampak tehta manj kot tono in je krasna telovadba za dobro jutro. Še zajtrka nisem jedel, da sem še jaz lažji. Ok, stop. Imam takoj za vas eno vprašanje. Kaj imata skupnega Porsche 911 in Suzuki Swift? Vem, zdaj ste začeli tuhtati. Čakaj, oba imata 4 gume, oba imata brisalnik za steklo, oba imata ročni ali pa samodejni menjalnik. V bistvu teh stvari sploh ni malo skupnih. Ampak ne, nisem imel nič od tega v mislih. Oba se kar neke generacije oblikovno skoraj ne spreminjata. Ok, 911 še nekoliko dlje, ampak tudi tukaj. Poglejte prvo generacijo Swifta iz leta 2004 ali pa recimo 10 let starega Swifta, pa tega zdaj. Fajn, ne? Očitno jim je uspelo narediti obliko, ki je z minimalnim spreminjanjem simpatična že toliko časa. Vem, nekateri ste zdaj pomislili, ne, saj Swift je še starejši. Ja, prvi Swifti so se tako imenovali samo pri nas in jih Suzuki v bistvu sploh ne šteje kot generacijo Swifta, tako da prvi Swift po njihovo leto 2004. Seveda, tale nova generacija ima zdaj spredaj LED lučke, logotip so premaknili sem gor in ni več na sprednji maski, pa seveda tudi ostalih sprememb je kar nekaj, ampak je kljub temu tako jasno, da je tole pač Swift. Zanimivo, a ne? Zadnjič sem na eni predstavitvi slišal, da avtomobili rastejo, ker rastemo tudi ljudje. In nisem razumel, ne vem, jaz sem že 30 let enak majhen. No, ampak zato je ena od stvari, zaradi katerih mi je Swift cool, tudi ta, da je ostal majhen. Samo 2 cm je daljši od prejšnjega in še vedno dolg samo 3,86 metra, kar pomeni, da je celo v svojem segmentu v bistvu med najmanjšimi. Če potrebujete majhen avto, je tole zakon. In ja, prtljažnik ima samo 265 litrov, ampak za študenta oziroma 2 upokojenca, ki ne potrebujeta veliko, je tole dovolj. Takšen je pa znotraj. Klasika je prva beseda, ki mi pade na misel, predvsem zato, ker je tale zaslon tako velik oziroma ima tako velik rob, da me spominja na tiste izpred 10 let. Tukaj bi lahko ali uporabili veliko večji zaslon, ali pa pač zmanjšali te zunanje gabarite in bi bilo vse skupaj še malo bolj moderno. Klasika je tudi zato, ker je kar nekaj klasičnih fizičnih stikal, klasika zato, ker so trdi materiali tam, kjer jih pričakujem, pa klasika zato, ker so mehki materiali tam, kjer jih pričakujem. Sedim pa dobro, to lahko povem že po samo nekaj 10 prevoženih kilometrih. Zadaj pa samo na hitro, da vidim, če odrasla oseba lahko dejansko sedi tukaj. Evo, jaz sam za sabo, brez težav, boste pa v takšnem avtu itak več ali manj prevažali zadaj samo otroke ali pa nakupovalne vrečke. Ampak ja, če oseba ni predolga, gre. Motor je samo en, njegova prostornina je 1,2 litra, gre pa za v bistvu nov motor, ker tale ropota samo še s 3 bati, prejšnji pa je bil seveda 4-valjni. No, gre za atmosferski motor, kar pomeni, da mu ne pomaga turbina, mu pa pomaga majhen elektromotor, ker gre v bistvu za blagi hibrid. Skupna sistemska moč je 82 konjičkov in glede na to, da avto tehta okrog 1 tone, je v bistvu čisto živahen. In evo, posneta poraba 4,7 litra, je bila pa vmes še manj, pa sem potem prestavljal avto. Prej sem se po podeželju vozil z dobrimi 4 litri, seveda vmes ni bilo nič avtoceste, ampak vseeno, precej impresivno. Menjalnik je ročni 5-stopenjski oziroma samodejni brezstopenjski CVT, ki je takole v mestu oziroma na podeželju najbrž precej ok, pravzaprav mogoče še celo boljši od ročnega, ker je vožnja potem bolj ležerna. Za na avtoceste in dolge, hitre poti pa Swift niti ni namenjen, tam bi se namreč menjalnik precej drl. Lahko izberete tudi Swift s 4-kolesnim pogonom, ampak v tem primeru bo menjalnik vedno samo ročni. In če vas zanima, ja, v ovinkih je še vedno simpatičen in prav prijeten zapeljati, so se na tiskovni konferenci pohvalili, da so izboljšali natančnost krmilnega sistema in odzivnost celotnega avtomobila, ampak ta avto je itak toliko majhen, toliko živahen in toliko lahkoten, da je bil že v prejšnji generaciji prav fajn zapeljati. Pa še manj je piskal. Evo. Cen vam še ne morem zaupati, bo pa avto vseeno kmalu pri nas, v bistvu že v maju. Pa vidim, da je zelo priljubljena tale temno-modra nova barva, ker ima ta tamle 2 tuja novinarja enako barvo Swifta. Ampak je moj vseeno lepši. Pač je.